O koprneči kokoški. Nekoč je živela prikupna kokoška po imenu Piška, zgoraj temnorjavo pernata, spodaj svetlorjavo pernata, z ljubkim kljunčkom in živahnimi očmi. Od svojih kokošjih sestra, ki so živele precej, kokošje življenje, se je razlikovala po tem, da ji je v pernatih prsih utripalo hrepeneče srce. Kokoška je dan za dnem koprnela in hrepenela. Zgodaj zjutraj, ko je gospodinja odprla vrata kokošnjaka in spustila kokoši na pašo, se je kokoška ločila od drugih putk, ki so se zapodile vleči deževnike iz zemlje, sfrfotala na lestev prislonjena ob hlevska vrata, se nekajkrat presedla sem in tja, počenila, priprla oči in začela koprneti. Kadar je bilo mraz, je koprnela po toploti. Kadar je padal dež, si je želela sonca. Če je bilo oblačno, je razmišljala o vetru. Največkrat in najmočneje pa je koprnela po petelinu, ki bi jo imel resnično rad. Petelini, kot vemo, svojo ljubezen radi razdajajo na vse strani, a Piška je bila prepričana, da je sposobna omrežiti svojega izbranca tako zelo, da bo pozabil na ves preostali kokošji rod, na prikupne kljunčke, mehka peresa in mične krempeljce njenih sestra in sestričen, ter za vekomaj ljubil samo njo. Toda kje ga bo našla? Po Piškinem dvorišču se je sprehajal en sam petelin, bil je zelo mlad in postaven, na glavi je ponosno nosil čudovito rdečo rožo in vsako jutro zagnano kikirikal do poldneva. Vse kokoši so bile popolnoma nore nanj, svojo kraljevsko pozornost je naklanjal zdaj eni, zdaj drugi, zato na dvorišču ni bilo nikoli dolgčas. Ste jo videli, kako se nosi, odkar je naš gospod Petelin zadnjič mimogrede počesal pero na vratu? Ne bo trajalo dolgo, ko ji bodo tekle solze. Da, gospa, nič slabega nočem reči, a taka prevzetnost bo prej ali slej kaznovana. In potem je še rekla, da je zjutraj pomežiknil. Jaz pa dobro vem, da je mežikal, ker mu je sonce sijalo v oči. Dober dan, gospod Petelin, kako ste kaj? Oprostite, bi lahko pogledali moj desni krempeljc? Zdi se mi, da sem po nesreči stopila na črepinjo. Kaj se pa greš, da takole šepaš? Saj ti nič ni, še prej si hodila in grebla brez težav. Moja perut, potipajte, zdi se mi, da je zlomljena. In tako naprej in tako dalje, naprej in naprej, brez konca in kraja. Boj za gospodovo naklonjenost je bil neusmiljen. Toda Piški postavni mladec ni preveč ugajal, zdel se je glasen in nastopaški. Nekega sončnega jutra se je na dvorišču na lepem pojavil še en petelin. Stopal je malce utrujeno, sklonjeno glavo in se ni menil za živžav ob skledi s pičo. Piška je bila tako zatopljena v svoje sanjarije, da ga je sedeža na lestvi opazila šele, ko se je zaletel v podboj hlevskih vrat in se omotično zazibal sem ter tja. Jadrno se je spustila z lestve in pristala pred njim. Petelin je namenil prazen pogled in se s perutnico gladil po glavi. Vas boli? Je sočutno vprašala Piška. Petelin jo je ponovno pogledal, se pogladil po glavi in odkimal. To ni nič v primerjavi s tem, kako zelo me boli srce, je vzdihnil. Piška je osupnila in se čisto raznežila. Začutila je, da mora neznanca na vsak način utolažiti. Primaknila se je tesno k njemu in čisto potiho zakokodakala. Zakaj vas boli srce? Vam lahko kako pomagam? Petelinu se je iz prsi izvil še en globok vzdih. Saj nima smisla, je rekel utrujeno, kar je, je. Odločila se je za drugega, naj bo srečna z njim. Piški je šlo kar malo na jok,
Stekla je do sklede s pičo in prinesla obupanemu prišleku prgišče koruze. Ta je najprej odmahnil s perutnico, a ga je prisilila, da jo je pozobal. Počasi se je malo razvedril in ji zaupal svojo zgodbo. Prihajal je z velikega lepega dvorišča, kjer je živel v družbi 9 kokoši. Čeprav so se mu dobrikale vse po vrsti, je vzljubil samo eno. Nekaj časa sta bila srečna, potem pa se je zagledala v sosedovega petelina in mu podarila 20 rumenih piščančkov. To je bil zanj tak udarec, da je nemudoma odšel. Dolgo je taval slep od žalosti in se ovedel šele, ko je z glavo treščil v podboj hlevskih vrat. Piška je strmela z velikimi očmi in pozorno poslušala. Kakšna pa je bila ta vaša izbranka? Jo je zanimalo. Prava lepotica, velike oči, nežen glas, mični majhni krempeljci, pravzaprav vam je bila precej podobna, ji je zaupal Petelin. Piška je bila ganjena. Prišlek je ostal na dvorišču, gospodinja in domači Petelin ga nista podila in Piška je navdušeno skrbela zanj. Prinašala mu je hrano, mu razkazovala dvorišče in okolico ter cele dneve poslušala njegove tožbe. Sčasoma sta se močno zbližala, lahko bi celo rekli, da sta se zaljubila. Piška je bila vsa iz sebe od sreče in prav nič je ni motilo, da je njenemu prijatelju na glavi manjkalo nekaj peres, ter da je včasih, če se je razburil, zakokodajsal z nekam visokim glasom. Najpomembneje je bilo, da se za druge kokoši sploh ni zmenil in je vso pozornost posvečal samo njej. Nekega dne se je Piška prebudila bolj zgodaj kot ponavadi. V kurniku je bilo strašno soparno. Ko se je ozrla okoli sebe in videla, da vse njene sestre in sestrične še spijo, je sklenila, da bo poskusila še malo zadremati. Nenadoma pa je začutila, da jo nekdo vleče za perutnico. Ko se je obrnila, je zagledala svojega prijatelja. Tako zelo mi je vroče, je potožil. Ubožec, tudi meni je vroče, veš, samo še malo, saj nas bo gospodinja kmalu spustila ven, je sočutno odvrnila Piška in zaprla oči. Čez nekaj časa je spet začutila cukanje. Strašno vroče mi je vzdihoval njen izbranec. Saj vem, je odvrnila Piška, samo še nekaj minut in vrata se bodo odprla. Ko je že skoraj zadremala, se je cukanje ponovilo v tretje. Poginil bom od vročine, je z visokim glasom kokodajsal njen izvoljenec. Če ne bom poginil, bom pa omedlel. Piška ni rekla nič. Zaprla je oči in čez čas ugotovila, da se z njo dogaja nekaj nenavadnega. Ponovno je začela hrepeneti. Odkar je v njeno življenje vstopil nesrečni Petelin, se ni več predajala sanjarjenju. Vsak trenutek dneva je namenila njemu. Zdaj pa se je zalotila, da spet sanjari in hrepeni. Hrepenela je po miru. Ko je gospodinja zjutraj odprla vrata in spustila kokoši iz kokošnjaka, so se vse putke in oba Petelina zapodili k skledi s pičo. Piška je počasi odšla do lestve, prislonjene ob hlevska vrata, sfrfotala na najvišjo prečko, se nekajkrat presedla sem in tja, počenila, priprla oči in se zatopila v sanjarjenje. Ni trajalo dolgo, ko se je ob vznožju lestve pojavil njen pernati prijatelj in začel tožiti, da ga od sopare boli glava. Toda Piška je le dremavo mežikala v sonce, ki je kot velik rumenjak žarelo na nebu, in se za mile tožbe ni prav nič menila. Petelin je še nekaj časa kokodajsal, potem pa utihnil in odtaval proti kurniku. Spotoma se je spotaknil ob kamen in javsknil. Ena od mlajših kokošk je sočutno prihitela k njemu. Ste se udarili? Vas zelo boli? Je spraševala. Hudo me boli, je tožeče odvrnil, a ne tako zelo, kot me boli srce. Piška, ki je slišala njun pogovor, se je le rahlo namuznila in se udobneje namestila na lestvi.